dan, to je NN studio. V že tako burnem političnem dogajanju, ko afera sodna stavba maje socialne demokrate in koalicijo Roberta Goloba, je v tem tednu napetost naraščala tudi v največji opozicijski stranki. Iztekel se je namreč rok, do katerega so morali poslanci s podpisom potrditi, da ostajajo zvesti SDS do konca mandata. A vsi te izjave niso podpisali. Kaj to pomeni za stranko, v kateri so razhajanja velika redkost? Kaj to pomeni za Anžeta Logarja in njegove načrte? Se res najkasneje prihodnjo pomlad obetajo predčasne volitve in kaj se je v času tretje Janševe vlade dogajalo na uradu za preprečevanje pranja denarja? Naš gost je predsednik SDS Janez Janša. Dober dan, dobrodošli na NN. Dober dan, lep pozdrav. Stranka SDS bo v soboto, na dan objave tega intervjuja, v Mariboru v večernih urah obeležila 35. obletnico svojega delovanja. Koalicijske razmere so razgrete, smo v letu evropskih volitev, čim prej pa želite vedeti, kaj bo storil Anže Logar. Kaj bo tokrat ob obletnici SDS vaše ključno sporočilo stranki? Tokratna akademija ob obletnici bo poleg klasičnega vsakoletnega rituala, ko se spomnimo tistih, ki so dosegli najboljše rezultate, tako kot posamezniki, kot tudi občinski oziroma mestni odbori. Tudi akademija, ki bo sledila seji sveta stranke, kjer bo svet potrjeval listo za evropske volitve. Se pravi, je to tudi neke vrste konvencija z izborom kandidatov, tako da bo to nekaj več kot običajno, ne samo zaradi delno okrogle obletnice, ampak tudi zaradi te dodatne evropske vsebine. Bo tudi tokratno slavnostno akademijo SDS, kot že mnoge prej, vodila in povezovala poslanka Eva Irgl? Ne, mislim, da ne. Povezovalci so različni, ni bila vedno Eva Irgl, je pa to delo vedno dobro opravila. Ja, ker opazili smo in tudi prešteli, da Eva Irgl že vse od trenutka, ko je Anže Logar maja lani ustanovil platformo sodelovanja, na plenarnih sejah Državnega zbora razpravlja občutno manj kot prej. Je to zavestna odločitev stranke in poslanske skupine, da poslanke, ki utegne na neki točki postati članica morebitne Logarjeve stranke, ne boste izpostavljali, kajti vemo, da razpravljavce na plenarnih sejah določi poslanska skupina? Ja, ampak običajno na podlagi nekega reda, neke procedure, se pravi, ko gre za gospodarsko temo, potem so na listo avtomatsko uvrščeni tisti člani in članice poslanske skupine, ki so v odboru za gospodarstvo in finance, tako da ostali pa kakor se prijavijo. Res pa je, da vsak, ki je član poslanske skupine, koristi logistiko in tudi čas, ki ga ima poslanska skupina na voljo za razpravo. Tako je parlament pač organiziran. Ja, ker podatki kažejo, da je bilo v tem mandatu do rojstva Logarjeve platforme 47 plenarnih zasedanj, na katerih je Eva Irgl razpravljala 19-krat, po ustanovitvi platforme pa je bilo 30 plenarnih sej, na katerih je Eva Irgl razpravljala vsega 4-krat. Ja, dobro ste to sešteli, ne vem. Jaz mislim, da nihče pri nas tega ne šteje na ta način. Je pa pomenljivo. Gospod Janša, iztekel se je rok, do katerega so morali vaši poslanci podpisati izjavo, da bodo do konca tega mandata ostali člani stranke in člani poslanske skupine SDS. Ravno zaradi Anžeta Logarja je podpisovanje te izjave predlagala vodja vaše poslanske skupine Jelka Godec, ki jo je pri tem podprl tudi izvršilni odbor stranke. Toda te izjave zvestobe stranki nista podpisala Anže Logar in Eva Irgl. Veliko presenečenje pa je, da tudi Dejan Kaloh te izjave ni podpisal. To so zdaj že 3 poslanci, kar je dovolj za ustanovitev nove poslanske skupine. Vam poslanska skupina SDS razpada, gospod Janša? Ne, poslanska skupina ne razpada, če nekaj poslancev pač te izjave ne podpiše, ker je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zelo velika. In številke v tem smislu, nekaj poslance več ali manj, ko si ti v opoziciji, pač niso strateškega pomena. Poslanska skupina mora presegati četrtino Državnega zbora, zato da lahko sklicuje, če si v opoziciji, izredne seje in ima na voljo še nekatere druge inštrumente. Mora imeti več kot 10 poslancev, recimo za vlaganje interpelacije ali pa za kadrovskih predlogov. 10 poslancev lahko recimo predlaga mandatarja ali pa predsednika Državnega zbora ali pa zamenjavo. Zdaj ali je pa ta številka pač
24, 25, 26, 27 je to lahko strateškega pomena, če si v koaliciji, pa je vsak glas pomemben, ne? Če si po opoziciji, pa to ni strateškega pomena. Tako da prvič ne gre niti za razpad, drugič ne gre za nobeno presenečenje za poslansko skupino in tretjič gre za to, da v skladu s tem, kar je pač odločil tudi na svet, pa izvršilni odbor, politična slika postane jasna dovolj zgodaj, ne pa tako, da se neka lista pač pojavi 2 meseca pred volitvom, tako kot se je Virantova lista in to potem prinese škodo predvsem nam. A tudi gospod Kaloh potem za vas ni presenečenje. Kako si razlagate, da on te izjave ni podpisal? V tej smeri, kot ste vi napovedali, ne, da bo očitno nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki pač ne sledijo več volji volivcev, ki so jih izvolili, oblikuje novo poslansko skupino izven liste, na kateri so bili izvoljeni in zato pač potrebuješ 3 poslance. Je pa po naših informacijah stranka še sinoči Dejana Kaloha precej prepričevala na izjavo zvestobe podpiše, ampak je ni. Logarja in Eve Irgl pa menda niste skušali niti prepričevati. Kaj se bo zdaj zgodilo s temi poslanci, če ne bodo šli ven v novo poslansko skupino, kot ste malo prej rekli? Jim boste vzeli mesta v delovnih telesih Državnega zbora? Eva Irgl je predsednica komisije za peticije, gospoda Logar in Kaloh sta podpredsednika odborov. Bodo ta mesta nepodpisniki obdržali ali ne? Zdaj, če bodo ustanovili samostojno poslansko skupino, potem taki skupini glede na število poslancev pač če bodo še nekaj časa pri vas ostali, ne? Pripadajo, če bodo ostali pri nas, potem pač bo poslanska skupina odločala, kako je z logistiko, ki pač pripada poslancem. Ja, ker tu je treba povedati, da poslanca iz poslanske skupine ne more vreči nihče, lahko gre samo sam. A je to zdaj za vas že odločilni znak? Tudi mi nikoli nikogar nismo poskušali vreči iz poslanske skupine. Je to zdaj za vas že v bistvu odločilni znak, da bo Anže Logar, ki tudi na obletnico SDS v Maribor naj ne bi prišel, ustanovil stranko in da bosta z njim odšla tudi Eva Irgl in Dejan Kaloh? Glejte, za nas v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ali pa vodstvo stranke to ni odločilni znak, ne? Ta odločilni znak je bil že zdavnaj, ne? Tukaj gre za to, da se tudi za javnost pa za volivce zadeve razjasni. Kaj pa je bil za vas potem ta odločilni znak? Ustanovitev platforme, ki je bila tudi nam na nek način pojasnjena kot prva stopnica do stranke oziroma do liste. Takrat je tudi 7 članov SDS izstopilo iz stranke, ne? Ne takrat, ampak nekateri že prej, nekateri kasneje. Šlo je za ta notranji krog gospoda Anžeta Logarja. Ampak, ko govorimo o Anžetu Logarju in njegovi morebitni politični stranki, je za del volilnega telesa ključno vprašanje tole. Ali ta morebitna politična iniciativa nastaja kontrolirano in v tesnem dogovoru med vami in Logarjem zato, da bo desna sredina imela več možnosti sestaviti vlado in so vse napetosti med vama zgolj igra? Kaj lahko poveste o tem? Ja, lahko sem prikličen spomin dogajanja takrat, ko je Gregor Virant ustanavljal stranko oziroma listo nekaj tednov pred volitvami. Mi smo z njim sedeli še v petek, ker so bile neke govorice in je zatrjeval, da tega ne dela, v ponedeljek je pa to najavil. To je bil velik šok za naše volilno telo, za notranjo javnost. Bil je član naše vlade, član strokovnega sveta. Skupaj smo predstavili program za naslednji mandat. In potem seveda tudi zaradi medijske slike v Sloveniji, ki lahko zelo poudari nekatere stvari, nekatere pa zamolči, na koncu lista Gregorja Viranta pobirala glasove in tudi izvolila poslance zgolj v okrajih, kjer je bila sicer Slovenska demokratska stranka močna. In ta nastop je preprečil, da bi mi zmagali takrat na volitvah. Lista tudi Virant seveda ni zmagal, ker ni bilo to predvideno. In tukaj se bo seveda scena ponovila, ko gre za gospoda Logarja. Zmagal pa je zaradi nastopa liste Gregorja Viranta Zoran Janković, za 1%, mislim, da nas je prehitel. In potem smo imeli tisto kolobocijo, ni znal sestaviti vlado, je bila kriza, smo jo mi sestavljali, so nas rušili. Dejstvo je, da če bi na volitvah leta 2011 Slovenska demokratska stranka dobila relativno večino, takoj sestavila vlado in trdno koalicijo, potem bi bila recesija v Sloveniji
sigurno kako leto ali pa dve krajša, imeli bi više plače, boljše pokojnine, višji standard. Je pa potem tudi gospod Virant, ko Jankoviću ni uspelo, pomagal sestaviti oziroma pomagal omogočiti vašo drugo vlado in ostajal. Ja, samo zaradi tega, ker je bila kriza velika, ne, in je marsikomu odgovarjalo, da Slovenska demokratska stranka sprejme ZUJF pa te varčevalne ukrepe, plača politično ceno, oni pa se potem pač pojavijo kot rešitelji pred tako imenovano trojko. Ne. Obstajajo pa ocene, gospod Janša, da je za prihodnost desne sredine ključno rojstvo nove, močne politične stranke, ki bo sposobna nagovoriti predvsem sredinske volivce, do katerih SDS in NSI ne najdeta učinkovite poti. Da bi desna sredina samo tako lahko sama na volitvah zbrala več kot 50% glasov. Vprašanje pa je, ali si vi tega želite, ali ste kot hegemon na desnici to pripravljeni dopustiti, kajti takšna stranka bi bila obenem lahko tudi močna konkurentka vam. Kaj pravite na to? Glejte, prvič, vedno, ko je Slovenska demokratska stranka bila relativni zmagovalec volitev, je sestavila vlado. Tudi strankami z levega pola, ki so pred volitvam govorile, da nikoli ne bodo šle z nami v koalicijo. Sestavili smo vlado tudi takrat, ko nismo bili relativni zmagovalci, ne takoj, ampak čez nekaj časa. Tako da slovenski bližnji prostor, predvsem zaradi proporcionalnega volilnega sistema in nekaterih značilnosti, ki izhajajo iz tega, je takšen, da če je stranka močan relativni zmagovalec, še posebej, če gre čez 30% ali tam nekje, potem ni možno sestaviti neke resne vlade za cel mandat mimo takšne stranke. Ne? Tako da te kalkulacije 50 plus, rabite še nekaj partnerjev in tako naprej, to je pri nas relativno, ne? To se zelo poenostavlja. In to pije vodo, teoretično samo v okviru te formule, češ nihče ne bo šel v koalicijo z SDS, kar se je doslej še vedno podrlo, prej ali slej. Kar se tiče pa tako imenovanega hegemona ali pa Slovenske demokratske stranke kot hegemona na desnici. Nikoli iz tega desno-sredinskega političnega prostora Slovenska demokratska stranka ni bila edina ponudba. Ne, vedno je na volitvah nastopila vsaj še ena stranka, ki je v Evropi v isti politični skupini, se pravi Evropski ljudski stranki, in bila tudi izvoljena v slovenski parlament, ali Nova Slovenija ali prej Slovenska ljudska stranka, seveda, kar pomeni, da tisti desno-sredinski volivci, ki recimo nas ne bi marali, so vedno imeli še v istem političnem spektru še vsaj eno ali pa dve realni alternativi. Tako da ampak nobeni je od teh alternativ. Ja, vi ste sicer govorili o sredinskih volivcih po sredini. Zdaj, kaj v Sloveniji sredina, je to zelo zanimiva debata. Mislim pa, da niste pozorni na nastope gospoda Logarja, ker on skozi poudarja, da je desno-sredinski politik. Pa tudi Eva Irgl govori, da je desno-sredinski politik. Se pravi, želja platforme ni, da zajema na sredini, ampak na desni sredini. In s tem prepreči relativno zmago Slovenske demokratske stranke. Sicer bi poudarjali, da so sredinski politiki ali pa da so realno povezovalni, ne pa tako, kot je na zadnje, ne vem že, ki je nastopil, mogoče ravno pri vas, gospod Pikalo. Na Delu je bilo to. Na Delu, ko je rekel, da v vlado, ki bi jo vodil, pa ne bi šel. Ne, se pravi. Mislim, govoriš o tem, da povezuješ, govoriš o tem, da ne izključuješ, imaš v naslovu, kaj sodelujemo, ne, pa rečeš s tem, pa pač ne bi šel. Ne. Gospoda Pikala poznamo, tako da, ko so recimo moji poslanski kolegi videli na ustanovitvi platforme, ne, ta obraz, je bilo več ali manj jasno, zakaj tukaj gre. Zdaj, če ustanoviš ti nekaj, kar ne bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa ni poleg poslancev Slovenske demokratske stranke nobenega poslanca iz drugih strank, ne, potem zelo težko blefiraš, da gre za kaj drugega kot za
projekt Virant številka 2. Ampak, ko govorimo o teh alternativah na desni, te neke stranke, ki so se rojevale praktično za vsake volitve tudi, ampak dejstvo je, da nobeni v bistvu v vaši senci ne uspe in ni uspelo narediti resnejšega preboja. In to je lahko zato, ker vi tega ne dovolite, ali pa hočete reči, da na desnem polu razen vas ni niti enega dovolj sposobnega človeka, ki bi lahko zgradil močno desno-sredinsko stranko? Ne, to prvič ni res. Če pogledate volitve pa rezultate teh volitev, Slovensko-demokratska stranka je postala močna stranka prvič na volitvah leta 1996. Ne. Takrat smo skočili z 3,4% na 16 ali 17%, ampak je tudi Slovenska ljudska stranka dobila dober rezultat, še boljši kot mi. Krščanski demokrati so imeli, mislim, 10%. Potem na volitvah, mislim, da leta 2000, ko je ta združena SLS-SKD razpadla, sta gospod Bajuk in gospod Peterle ustanovila Novo Slovenijo in ta je šla na 10% takoj. Kljub temu, da je Slovensko-demokratska stranka takrat postala druga najmočnejša stranka, takoj z LDS-om. Se pravi, nismo mi krivi, da nekdo drug ne pride v parlament ali pa da ne preseže 10%. Jaz mislim, da je krivda na tistih, ki se hočejo dokazovati pred volivci s tem, da so različni od LDS ali od Slovenske demokratske stranke. Ne pa, da bi se dokazovali s tem, da so boljši od nas, razumete. Zdaj, iskati znotraj istega političnega prostora. Zdaj, medijski pa politični prostor, pa glasove volivcev na tem, da napadaš nekoga, ki je recimo tekom let in z trudom osvojil večji del tega volilnega telesa, je velika napaka. Še nikomor taka strategija ni uspela, pa če pogledamo politični spekter po celem svetu. Dobro. Moraš biti boljši, moraš se dokazati, da v programu ali pa v zagovarjanju nekih vrednot, ki so volivcem blizu, volivcem tega političnega spektra blizu, da si boljši od tistega, ki ga želiš na volitvah pač preseči za rezultat. Dobro. Gospod Janša, spremljamo najdaljšo stavko sindikata Fides v zgodovini Slovenije. Zdravniška zbornica svari, da zaradi umika soglasij za nadurno delo prihaja domino efekt in da se bodo zapirali celo pediatrični oddelki, tudi porodnišnice posamezne. Premier Golob je Fides pozval, naj zaradi dobrobiti pacientov v času pogajanj prekine stavko, a se to ne zgodi. SDS ob tem bolj kot ne molči. Ali to pomeni, da podpirate premierja, ki Fidesu ne popušča in vztraja, da bo vlada plače v javnem sektorju reševala celostno in ne parcialno? Zdaj, prvič, SDS ne molči, nismo pa mi tukaj ne ena ne druga stran, ker pač ne vem, v imenu koga bi se mi pogajali. Zdravniki imajo svoj sindikat, ki se pogaja, vlada pa ima Ministrstvo za zdravje, ki se ne pogaja. Razumete, največja napaka, vse te slike, ki jo mediji velikokrat spregledujete, je to, da se vlada z sindikatom Fides ne pogaja resno. Druga stvar, ki jo spregledujete, je dejstvo, da Fides ne zahteva nekaj novega. Ta sindikat zahteva, da vlada izpolni podpisana dogovora iz lanskega leta. Nekaj, kar je vlada že se zavezala, da bo naredila. Ampak mediji pa poročajo samo, kakšne plače zahtevajo. Zahtevajo tisto, na kar je vlada že pristala v času, ko je bilo denarja več. Zdaj denarja bistveno manj in je vlada v težavah, pa tudi situacija je bolj zaostrena, tudi zaradi razlogov, ki ste jih navajali. Ampak glejte, za mizo, kjer se pogajajo, ni ministrica za zdravje. Si predstavljate, da bi v našem mandatu zdravniški sindikat ali pa nek drug sindikat stavkal zgodovinsko dolgo, pa na drugi strani pogajalske mize ne bi bilo ministra iz naše vlade. Glejte, mediji bi parkirali kamere pred njegovo pisarno noč in dan in bi bil pritisk na njegov odstop, pa tudi na odstop vlade tak, da vlada tega ne bi zdržala. Mi smo imeli pogajanj s sindikati ogromno. Na mnogih sem sam sodeloval z zdravniškim sindikatom, z sindikatom zdravstvene nege, s kmeti. Kljub covidu smo sedeli praktično vsak mesec.
Ne. Poglejte slike za nazaj, jaz sem bil na teh pogajanjih, ne samo ministri, zdaj pa so dali nekega uradnika, ne, ki pravi, da pač nima pooblastil, da se kaj zmeni. Kot eno Pa se večjih ni treba nič zmeniti, pač tukaj gre za to, da vlada nekaj, kar je že podpisala, enostavno uresniči. Ne. To zahteva sindikat, moram pa reči, da tudi slabo komunicira. Ne. Vedno, ko predstavniki tega sindikata nastopajo, prva stvar, ki bi morali reči, gledajte, mi ne zahtevamo nič drugega kot to, kar je vlada že dvakrat obljubila. Sej je normalno, da se dana beseda drži. Kot eno večjih neumnosti te vlade ste označili zakon o evidencah delovnega časa, tako imenovano štempljanje. Kakšne odzive imate s terena, kako podjetja s tem zakonom živijo in navsezadnje, ne? Kako se štempljajo zaposleni na stranki SDS, ki niso funkcionarji in morajo evidentirati svoj delovni čas? A se vam zdi to pameten zakon? Ne, jaz vas sprašujem, ne? Ker ste Kakšni so odzivi s ker ste terena? rekli, da smo ga mi označili. Ne? Jaz mislim, da vsak v Sloveniji pri zdravi pameti, ne, je ta zakon označil za neravno pametnega. Ne. In jaz sem sedel v prvi vrsti na Brdu, ko je bilo srečanje slovenskega gospodarstva, ker je predsednik vlade zagovornica tako pred mano, gospodarstvo obljubil, da bodo to spremenili. Ne. Pa tega še vedno niso. Po tistem, ko je on to obljubil za govornico javno, pred slovensko javnostjo in pred neposredno prisotnimi predstavniki gospodarstva, mislim, da jih je bilo 600 v dvorani, na Brdu, ki so bili vsi proti temu zakonu, a ne, je koalicija glasovala proti našemu predlogu, da se te sporne člene iz tega zakona briše. Ne. In potem ste tako vložili še enkrat isto stvar. Še ena slaba novica za podjetja je, da se svetovno gospodarstvo ohlaja, še posebej trgi, kamor Slovenija največ izvaža. Sanacija po poplavah je velik finančni zalogaj za državo. Absolutno slej ko prej bodo tukaj tudi fiskalne omejitve, manevrskega prostora ni veliko. Se pa napoveduje še en poskus davčne reforme. Na kaj bi morala biti vlada po vaši oceni pri tem še posebej pozorna? Glejte, vlada bi že veliko naredila, če bi preklicala preklic naše mini davčne reforme. Ne. Ona je vstavila nekaj, kar je prvič omogočalo, da ljudje dobijo višjo neto plačo, brez dodatne obremenitve gospodarstva in brez ogrožanja proračuna, ker je šel ta dvig pač postopno po letih. Če te reforme ne bi zaustavili, bi konec letošnjega leta vsi zaposleni dobili še eno neto plačo več, ne? Skupaj v celem letu, brez tega, da bi se javne finance porušile. Ne? Zdaj oni so to izvajanje te reforme prekinili, zdaj pa se pogovarjajo, da bi spet razbremenili delo. Ja, pač, ne, dobro jutro, ne? To je bilo splanirano, umeščeno v neko javno finančno in gospodarsko sliko, ki je to omogočala. Veliko vprašanje pa je, kaj bo zdaj, glede na situacijo, ki ste jo vi opisali, pa glede recimo na opozorila Fiskalnega sveta, ki je pregledal izvajanje proračuna v lanskem letu in ugotovil, da se je masa plač v javnem sektorju v lanskem letu povečala rekordno, mislim, da smo med 6 največjimi skoki v Evropski uniji, ob tem, da nismo izvedli reforme plač v javnem sektorju. Skratka, po domače rečeno, vlada je v lanskem letu porabila rezervo, v okviru katere bi lahko pač odpravila ta nesorazmerja v javnem sektorju, zato da je ohranila status quo. Zdaj pa se pogaja, kako odpraviti nesorazmerja z prazno vrečo. Zdaj, drugo tako resno opozorilo je to, da kljub temu, da imamo rekordno visoko zaposlenost, se pravi, da skoraj 1 milijon zaposlenih ljudi v Sloveniji plačuje prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno in tudi vse drugo, ne, kar se financira iz bruto plač, da kljub temu se povečuje delež denarja, ki ga iz proračuna dajemo za pokojninsko in tudi za zdravstveno blagajno. Za pokojninsko blagajno bo šlo to preko 2%, še enkrat več recimo, ko dajemo za obrambo, za pokrivanje izgube, pri zdravstveni blagajni pa preko polovice procenta, čeprav je bila dolgo časa tam bilanca izravnana.
To seveda pomeni, da ne gre samo za problem ohlajanja gospodarskega optimizma in okolja v naših glavnih trgovinskih gospodarskih partnericah, kot recimo Nemčija, ki je največji, pa ima praktično največje težave, kar se tiče napovedi za naprej, ampak da gre tudi za domače strukturne probleme, ki jih vlada zanemarja. Poleg tega pa še daje napačne signale. Omenili ste pač financiranje obnove po poplavah. Vlada je uvedla nekatere dodatne dajatve, nekatere je napovedala za ta sklad, iz katerega naj bi se financiralo popoplavno obnovo. Hkrati je pa v zadnjih 10 dneh lanskega leta kurila državno proračunsko rezervo ne samo za nakup te sporne stavbe na Litijski, o čemer pa zdaj že vrabci čivkajo, ampak tudi za številne druge stvari. Če ti konc leta ostaja denar v proračunu, potem ga razporedi na sklad recimo za obnovo, ne pa zato, da tja dobivaš denar, dviguješ davke in prispevke in dolgoročno ogrožaš razvoj države. Ja, manevrskega prostora ni veliko, se pa vlada zadolžuje zdaj tudi pri državljanih. Izdala je tako imenovane ljudske obveznice. Ste jih že kupili oziroma ali jih boste? Ne, jaz jih nisem kupil in tudi prvič nimam toliko denarja, da bi se mi splačalo kupiti toliko obveznic, da bi se računica izšla, ker pač če tukaj izračunaš stroške od odprtja trgovalnega računa in vseh ostalih stroškov, potem tisti, ki je kupil za nekaj tisoč evrov teh obveznic, tega praktično ne bo imel nič. Pravi, da če jih kupi za preko 30 000, kdor ima ta denar, da se to mogoče splača, ker je to varna naložba, ker država to jamči. Vlada je šla pač nek poskus, vsem finančnim ministrom se svetijo oči, ko gledajo ob koncu leta poročila centralne banke, kjer vidijo, ljudje imajo na bančnih računih 30 milijard skoraj denarja. Ta vsota se je enormno povečala ravno v času covida, mislim, za okoli 10 milijard. Gospodarske organizacije imajo denar tam. Kako zdaj to spraviti v ta širši okvir javnih financ, da to ne bo mrtev kapital? In so šli v nek poskus. Zdaj, načelno vzeto je to pohvalno. Zdaj, vse države se trudijo, da angažirajo denar prebivalstva, ki pač leži na varčevalnih računih, zato da pospešijo razvoj. Mora pa biti ta ponudba takšna, da se tudi ljudem, ki ta denar imajo, splača. In vlada je šla tukaj v nek test, jaz ne vem, kakšni so rezultati. Zaenkrat so kar dobri. Vsota je bila majhna, glede na pač razpoložljiva sredstva pri ljudeh, in verjetno bo, pač, če so rezultati dobri in pozitivni, bo vlada šla z pač neko naslednjo ponudbo. Jaz mislim, da ne glede na to, da pač ta ponudba ni bila ne vem kako atraktivna, je z nacionalno razvojnega ali pa nacionalno strateškega vidika vseeno boljš, da pač tisti, ki imajo denar, kupujejo te obveznice, pa da se to tako ali drugače pol prelije v financiranje tega, kar najbolj rabimo, kot da ljudje kupujejo stanovanja ali pa hiše, ki so vredne nekaj milijonov. V zadnjem času zelo odločno napovedujete predčasne volitve in pravite celo, da bodo najkasneje prihodnjo pomlad. Toda kljub vsem kritikam, ki letijo na vlado in kljub trenutni koalicijski krizi, ima premier Golob še vedno rekordnih 40 poslancev, ki bi si morali za skoraj leto in pol skrajšati mandat ob zavedanju, da vsi še enega verjetno ne bodo dobili. Kljub trenutnim zaostrenim koalicijskim razmeram nihče razen vas ne tvega s to napovedjo. Zato konkretno, gospod Janša, na čem temelji? Temelji na zgodovini. Poglejte nazaj mandate. Bile so stranke, ki so imele številčno podobno močno poslansko skupino, kot je zdaj poslanska skupina Svobode, mogoče ne 40, tega še noben dosegel. Govorite o SMC, ampak tik pred volitvami. 34, 36, LDS nekoč, pa se je to vseeno zrušilo, razumete? Zdaj, ko mi sestavimo vlado, pač
stvari nekoliko drugače potekajo. Ne. Zadnjo vlado na koncu, mislim, da smo imeli 38 glasov, pa smo zdržali do konca. Ne. Prejšnje leve vlade, mnoge, ne, so imele udobno večino, pa niso zdržale do konca. Pa ne zaradi njih samih, niti ne zaradi tega, ker bi se poslanci naveličali mandatov, ne. Ampak zaradi tega, ker so predčasne volitve povzročili tisti, ki v Sloveniji izdelujejo nove obraze. Ne. Tisti jih lahko tudi odstranijo jih pa takrat, ko zračunajo, da je bolje, da jih odstranijo prej kot kasneje. Ali pa takrat, ko pač že naštudirajo nek nov obraz, pride nekdo vprašati premierko o proračunu, ne, kot se je zgodilo gospe Bratuškovi, in potem pade vlada. Ampak zakaj pravite, da prav prihodnjo pomlad, najkasneje do takrat? Zakaj je ravno ta rok, neko časovnico ste v bistvu postavili? Zakaj do takrat? No, ta časovnica je dolga, ne, relativno dolga, lahko je tudi že prej, dvomim, da bistveno kasneje. Ta koalicija, ne govorimo o tej vladi, ne, ampak govorimo o tej koaliciji, zelo verjetno, ne, zdaj seveda, nišče ne more vsega predvideti. Jaz si ne delam iluzij, da je to vse 100%, kar govorim, ampak na podlagi dosedanjih izkušenj, pa na podlagi notranje dinamike, ki se je zdaj zelo pospešila v tej koaliciji, se o tem sami poročate, je ne vladi, ampak tej koaliciji možno podaljšati mandat še za kako leto, pa kupiti čas, pomiriti se te sindikate, ki stavkajo ali pa napovedujejo stavko, odložiti te obljube, da bodo postavili te stebre pa naredili reformo javnega sektorja, reformo plač v javnem sektorju, ne toliko reformo javnega sektorja, samo tako, da pa čista koalicija postavi novo vlado, s tem se pridobi recimo 1 leto časa, ker če je nova vlada, potem ne, se sindikati umirijo, vse se mediji pravijo, dajmo jim priložnost. Ljudje pričakujejo, no, da bo zdaj to nekaj novega, ampak njihov problem je v tem, da problem ni samo vlada, problem je koalicija, problem je struktura, problem je grdo, mogoče nepravilno rečeno, nekompetentnost te strukture. Ne. Zdaj v Sloveniji imate dvoje politik, ne. Bolj kot ta delitev na levo pa na desno, je zelo očitna in v praksi preverljiva politika na politični pol, ki zna sestaviti vlado, ki zna voditi državo, ki zna nositi odgovornost za odločitve, ki zna zdržati do konca mandata, pa tudi če nima 46 glasov, in na politični pol, ki misli, ne, da je dovolj, da ni treba, da ima kak program, da je dovolj, da so proti nečemu, da jim je potem vse dovoljeno. In rezultat takšnega pristopa je negativna kadrovska selekcija, ki potiska to spiralo vse nižje, in lahko to vzamete tudi za samovšečnost, samohvalo. V tem trenutku razen Slovenske demokratske stranke ni politične sile v Sloveniji, ki je sposobna postaviti stabilno vlado, stabilno ekipo in resno delati na prihodnosti in razvoju države. V vsakem primeru do predčasnih volitev lahko pride le, če v bistvu se državni zbor razpusti, kar je v tej situaciji malo verjetno. Ne. Do predčasnih volitev je doslej v glavnem prišlo tako, da je ali predsednik vlade odstopil, pa državni zbor ni izvolil novega, ali pa da je bila izglasovana nezaupnica, kot v primeru gospodu Pahorju, pa ni bila postavljena nova vlada. V vsakem primeru je to odvisno od poslancev. Državni zbor se pri nas, mislim, da praktično ne more razpustiti, ne, za razliko od nekaterih drugih držav, te pristojnosti nima. Ne. Ja, odločitev je avtomatsko pride. Če ni imenovan nov predsednik vlade. Tako, ko je izbruhnila afera Sodna stavba, ki maje Socialne demokrate in koalicijo, ste vi na omrežju X zapisali, da je po vaših informacijah ta posel predlagala pravosodna ministrica, ne njeni uradniki, ter da je generalni sekretar Ministrstva za pravosodje Uroš Gojkovič iz SD Dominiko Švarc Pipan tudi opozarjal na tveganost posla. Da bo jasno, vi torej trdite, da je ta posel predlagala ministrica osebno, na podlagi česa, in povejte, na kaj jo je po vaših informacijah opozarjal zdaj že razrešeni Gojkovič. No, na
To, na kaj so jo tako imenovane službe opozarjale, mislim, da je bilo že veliko napisano v tistem sestanku nekje oktobra in takrat je bilo potem tudi rečeno, da se v to ne gre. Ne. Vi ste rekli po vaših informacijah? Ja, sej, ampak to niso samo informacije, to je bilo javno objavljeno. Mislim, da je Požareport objavil cel redosled dogodkov, kako so se stvari dogajale in po mojih informacijah tisto drži. Ne. Da pa je ministrica za pravosodje predlagala ta posel, pa potrjuje vladno gradivo. Ne. Sej ona je poslala predlog na vlado, ona je podpisala predlog, da se prvič prerazporedi, da se prvič uvrsti nakup te stavbe v NRP, kar mora potrditi vlada, in drugič, da se odobri ta posel. Vlada je dvakrat odločala. In predsednik vlade, ministrica, formalno, ni tista oseba, ki je odločila. Tisti organ, ki je odločil, je vlada. In to dvakrat. Ministrica je podpisala pogodbo, potem, ko je vlada sicer na njen formalni predlog, pa na predlog Ministrstva za finance, opravila vse tisto, kar je v pristojnosti vlade, in ta krčevita obramba strani predsednika vlade, ministrice za pravosodje, ne, ki je še zdaj ministrica, niti ni ona dala pisne odstopne izjave do tega trenutka, ko se mi pogovarjamo, se pravi do srede, niti predsednik vlade ni predlagal njene zamenjave. To ni zaradi tega, ker si predsednik vlade želi ponižati ali pa razbiti drugo največjo stranko v koaliciji, kar mediji na veliko poročate. To je zgolj stranska posledica. Jaz mislim, da ni tako neumnega predsednika vlade, niti v Sloveniji, ne, ki bi si kopal vlastni grob, ker pač koalicijo rabi za to, da ima večino. To je stranska posledica. Predsednik vlade pa brani ministrico zaradi tega, ker je vlada potrdila ta posel, ne ministrica. Ministrica je podpisala pogodbo potem, ko je vlada dvakrat ta posel potrdila. Zato, da boste razumeli situacijo, si predstavljate, da se je to zgodilo v naši vladi. A mislite, da bi ne vem, medijsko pilo vodo, če bi se nek minister v naši vladi zgovarjal na to, da so mu posel ali pa nek projekt potaknili službe, uradniki iz prejšnje vlade. V naši vladi je bilo 25% ali pa 29% uradnikov iz prejšnje vlade, razumete? Torej, članov vseh drugih strank, ki so bile v opoziciji, pa se nikoli nismo na nje zgovarjali. Ne? Torej, hočete reči, da je predsednik vlade vedel, ampak dejstvo pa je, gospod Janša, da sta pri tem poslu, za katerega vi ponavljate, da je bil sporen, sodelovala gospod Starček in gospa Garvas, ki jima vi očitno zelo zaupate. Janja Garvas je bila v času vaše vlade generalna sekretarka vlade, Simona Starčka pa ste imenovali za vršilca dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave. Ko je kasneje Furs prevzel Ivan Simič, je bil Starček njegov namestnik. Nekaj dni pred prihodom Golobove vlade pa se je Starček preselil na Ministrstvo za pravosodje. Če je torej ta posel sporen, kot trdite sami, so vanj vpleteni tudi vaši kadri, gospod Janša. Kaj pravite na to? In prav tukaj v bistvu prihajajo očitki o interesnih povezavah med SD-jem in SDS-om. Ja, zdaj vidim, da ste zelo na široko kupili to, kar je generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković po tistem sestanku na vladi, ko je afera izbruhnila, naročila medijem naj širijo. Ne? Zdaj prvič. Nam ni nič naročila. Sej. To ne pomeni, da je vsem novinarjem vsakmu posebej. Ne? Ampak takrat se je to začelo. Takrat se je to začelo. No? Pa se niste prvi, ki to govorite. Ampak hvala, ker pač je pol možno. To so dejstva, gospod Janša. Ja, no, bo prišla do tega, kaj so dejstva. V naši vladi smo na mnoga uradniška mesta imenovali ljudi, ki niso bili člani strank koalicije, ki so bili celo člani drugih strank. Gospod Starček ni naš član že, mislim, od leta 2017. In koliko je on sodeloval pri poslu, verjetno, če je bil v tej verigi, je pač sodeloval kako, pa ne vem, mogoče bo sam kdaj povedal. Ne? V vsakem primeru pa se minister ne more zgovarjati na nekoga v strukturi, ki ga je sam postavil, ni ga naša vlada tja postavila. Gospoda Starčka je pač tja postavila ministrica, ki se zdaj na njega zgovarja. Pa niti se ona ne zgovarja veliko. Zdaj, je prišel na ministrstvo v času vaše vlade še, ne?
17. maja, Mogoče, pred iztekom mandata. Je to. ampak sigurno ne na to mesto. Na to mesto pa prišel kasneje. Ja, seveda. Ampak absolutno, tudi če ni več vaš član, absolutno ga je vaša vlada imenovala na odgovorno mesto, na Fursu, torej mu zaupate, torej je vaš kader. A je on pri tem tako imenovanem spornem poslu sodeloval, ko je bil funkcionar na Fursu, kamor smo ga mi imenovali, ali na funkciji, kamor ga je imenovala ministrica za pravosodje? Kdo je zdaj za njega odgovoren? Mi? Hočemo povedati, da je vaš kader tudi, če ni več član stranke od 2017, ne? To želim reči. A res? Ker ste mu zaupali to odgovorno nalogo na Fursu, da nimo, ne? Je pa ne, Torej mu to, pa ne to nalogo, ki jo zdaj opravljal, ko se je stvar kupila. A se zavedate, kakšno neumnost trte? Odgovorna naloga je verjetno tudi drugi človek Fursa, mar ne? Lejte, Še bolj. po tej logiki bi recimo za vse stvari, ki so jih očitali v času naše vlade, mi poiskali nekoga po ministrstvih, neke šefe oddelkov, pa bi rekli, ja, sej oni so sodelovali pri poslu, to so pa ljudje, ki jih je imenovala Šarčeva vlada ali pa Cerarjeva vlada ali pa ne vem kdo. Ne. Za kadrovsko politiko v neki vladi so odgovorni tisti, ki to vlado vodijo. Ne tisti, ki so vodili prejšnjo vlado, in je ta trditev smešna. Zdaj pa še, skratka, gospod Starček ni naš član, nima nobene politične povezave s Slovensko demokratsko stranko, gospa Garvasova pa je naša članica in je bila VD sekretarke v naši vladi. Zdaj pa mi povejte, kje je ona sodelovala pri tem poslu. Ona je vodja finančne službe na ministrstvu. Ona je bila na ministrstvu še preden je šla v vašo vlado. Razumem, ona se je samo vrnila nazaj na staro delovno mesto, ampak jaz doslej še nisem nikjer slišal, kaj konkretno je ona imela pri tem poslu. Ministrica za pravosodje obema očita, da ste bila vpletena v sporni No, ampak kako? Kaj je ona naredila tam? Ona je vodja finančne službe, Razumem. torej je najbrž ona morala ta sredstva, ne, za to sodno stavbo odobriti, ne? A res? Se pravi, vi trdite, da je šefica finančne službe na ministrstvu za pravosodje odobrila koliko 6 milijonov denarja Ne, to je finančno ministrstvo. iz državne rezerve. In imela je vpogled v ta posel, absolutno, kot vodja finančne službe na ministrstvu zagotovo. Glejte, denar, ki se prerasporeja iz proračunske državne rezerve, ne odobri nek šef finančne službe na nekem ministrstvu. Tega ne more odobriti niti minister za finance. To prerasporeditev mora minister za finance predlagati vladi. Vlada je to odobrila. Razumete? Bomo videli, kako se bo ta afera zadeva razpletla. Se vam pa torej zdi malo verjetno, da za ta posel predsednik vlade ne bi vedel, saj pravite, da ga ni premijer na svetu, ki ne bi, če kolikor toliko vlada svoj posel, vprašal, zakaj dajemo te milijone, kdo je naredil cenitev, kdo je določil to ceno. Absolutno. Lejte. Zdaj, mogoče nekomu, ki niti ne loči dobro med parlamentom pa vlado, je možno prodajati, da so neke službe pa neki generalni sekretarji vse to izpeljali. Zdaj, kar se tiče zamisli pa ideje, jaz mislim, da kar držijo ti očitki, da je to nastalo v krogih SD-ja, zato je to taka kolobocija, pa tako enostaven izgovor, ki ga išče predsednik vlade. Zagotovo se je to tam rodilo, pravi tudi, da so se pogodbe nosile iz Nazorjeve pač na ministrstvo za pravosodje. Nazorjeve je sedež SD. Ja, seveda. In ob tem mimogrede, zdaj, ko po študijih gostijo ali pa gostite... Ampak na podlagi česa to trdite v teh pogodbah? Mogoče, če to bom povedal, ampak še to, ko gostite predsednico SD-ja, po teh študijah nihče ne vpraša, kako so pa oni, ki imajo 6 poslancev, dolgove z prejšnjih kampanj, kljub temu, da jim je računsko sodišče, ko ga je vodil gospod Šoltes, zdaj pa je njihov politični kader, pri reviziji stroškov volitev vedno pogledalo čez prste, ampak imajo dolgove, imajo 6 poslancev, in ta stranka kupi nove razkošne prostore v centru Ljubljane. Nihče jih ne vpraša, kako so to financirali. Vse se je obrnilo, vsa pozornost se je obrnila v generalnega sekretarja pa njegove nakupe, ki so bili tako izvedeni prej.
Stranka je pokupila te prostore in jih slavnostno odprla in vsi ste bili polni teh slik po medijih. Konec lanskega leta. Ne. Zdaj, kako vi veste, da so se nosile stvari z Nazorjeve kot ste malo prej rekli? No, samo da to razčistva. Ne. Ja. Vprašajte jih, kako so to financirali. Ne. S kreditom, še enim. Ampak kako so se pogodbe nosile, to sem vas vprašal. To, kar ste prej omenili, z Nazorjeve so se nosile pogodbe. Kakšne pogodbe? Verjetno so se nosile peša. Ne. Ampak kako to veste, gospod Janša, in za kakšne pogodbe je šlo? In lahko zdaj poveste na tem mestu več o tem? Za pogodbe ali pa za pogodbo, ne, ki jo je na koncu podpisala ministrica za nakup Litijske. Torej pogodbe za nakup Litijske. Torej trdite, da je ta pogodba nastala na Nazorjevi, na sedežu SD? Jaz trdim, da je ideja za ta nakup, ne, potem, kar je javno znano, ne, po moje dejansko ni nastala v Ministrstvu za pravosodje, niti ne v vladi, ampak je nastala v krogih stranke SD-ja. To pa ne spreminja odgovornosti tistih, ki so ta posel potrdili, ker pač nek generalni sekretar neke stranke ima lahko še take ideje, če nima podpore vse do predsednika vlade, da to sploh pride na sejo vlade in da vlada dvakrat odloča o tem poslu, a ne, potem so lahko to samo utopične sanje. Ampak zanimivo je, da potem, ko en mesec traja ta afera, nihče ne postavi vprašanja tega prvotnega motiva. Enostavno vprašanje, ne, kako ste pa vi financirali ta nakup, glede na prihodke, ki jih imate od 6 poslancev. Pa zakaj ste sploh šli v to, če imate tam eno judovsko vilo, ki je dovolj velika za poslovanje stranke z 6 poslanci. Ne? Pa se bo prišlo do samega začetka, ampak kot že rečeno, ne, ta dolga saga, ne, ki zaposluje vlado namesto, da bi se ukvarjala z realnimi problemi, ni dolga zaradi tega primarnega motiva, ki je botroval na koncu nakupu neke stavbe za sodno palačo, za katero so vsi vedeli, da ni primerna. Vsi so vedeli, ki so s tem ukvarjali, še posebej pa na pravosodju, pa na vladi so vedeli, da imamo gradbeno jamo za Bežigradom, ne, ki je v državni lasti, kjer naj bi se ta stavba zidala. Se to ne zakriva odgovornosti tistega, ki je na koncu rekel, ja, ta nakup gre na dopisno sejo vlade. To ni bil generalni sekretar vlade, to ni bil minister za finance, to je bil predsednik vlade Robert Golob in nekdo ga je moral poklicati, ne? In mu nekaj povedati za to, da je to šlo na dnevni red. Dobro, SD ima sicer 7 poslancev, mimo grede. Vi torej trdite, da premijer, ki obvlada svoj posel, za velike in ključne stvari ve. Potem takem je verjetno, da ste vi kot premijer vedeli za največje brskanje po bančnih računih v zgodovini Slovenije, ki se je zgodilo na Uradu za preprečevanje pranja denarja v času vaše 3. vlade. Ste to brskanje po računih tudi usmerjali? Mi lahko poveste datum, da je vlada o tem odločala. Ne, jaz vas sprašujem, nikoli vlada o tem ne odločala. Vi ste naredili primerjavo neke zadeve, ker je vlada dvakrat formalno odločala, z neko zadevo, ki nikoli ni prišla do vlade, niti do mene in je v popolni pristojnosti nekega urada. Ali ste vedeli, da UPPD, torej urad, to počne ali ne? Ne, nisem vedel, ne zdaj, ne prej v vsaj 10 primerih, ko so na enak način, na podlagi nekih anonimk, brskali po mojih računih. Pa se niste nič razburjali. Poglejte, ko je vaša vlada zamenjala direktorja urada in imenovala Damjana Žuglja, so se metode dela na uradu občutno spremenile. Zgolj na podlagi kratkih anonimk je urad serijsko brskal po bančnih računih. Zanimiva je tudi časovnica teh brskanj, ko vaša koalicija ni mogla razrešiti takratnega predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča, je urad brskal po bančnih računih njegove žene. Med spopadom za prevlado v slovenski rimokatoliški cerkvi je urad na podlagi anonimke brskal po računu škofa Andreja Sajeta. Ko je vlada želela spremeniti zakon o igrah na srečo, je urad na podlagi anonimke brskal po računu direktorja Športne loterije, ki je tem spremembam zakona nasprotoval. Največji pa je primer iz skupine United, katere del je tudi N1, ko je spet na podlagi kratke anonimke urad brskal po kar 224 računih skoraj 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, med njimi pa so bili tudi medijski direktorji, uredniki. Brskali so po transakcijah tudi za več kot 15 let nazaj. V času Žuglja pa so bili na uradu zaposleni tudi nekateri člani stranke SDS. Ali lahko vsemu temu res rečete naključje in ne politično delovanje urada?
Zdaj pač, kar se tiče tega urada, jaz mislim, da je med zaposlenimi daleč najmanj članov stranke SDS. Drugič, ko so podobni primeri, ne s tako, rekel, bombastično medijsko spremljavo, o brskanju po mojih računih, po računih ostalih poslancev naše poslanske skupine, o brskanju računih raznih ljudi, ki levim vladam pač niso odgovarjali in so se ali pa smo se pritoževali, ne, je bil odgovor enak. So rekli, anonimka je prišla in moramo to preveriti. In veste, kakšna je bila reakcija medijev, vas takrat še ni bilo, ampak podobnih medijev takrat je bila, ja, kaj se pa razburjate, saj če je vse v redu, ne, naj preverijo, kaj se pa razburjate. Ampak vsemu temu, kar sem vam prej prebral, lahko rečete naključje? Jaz lahko rečem, da o tem, kaj je urad delal v konkretnih zadevah, pojma nisem imel. To ni pristojnost predsednika vlade, niti ni to zadeva, ki bi kakorkoli bila take narave, da bi se vlada s tem ukvarjala. Je pa zelo zanimivo, ne, da se je o tem prelilo bistveno več črnila kot o neki drugi zadevi, kjer je šlo za verjetno milijonkrat večjo afero. Ko je ta urad preprečeval, mislim, da 1 leto, da bi se prekinilo pranje $2 milijard iranskega denarja v največji, ampak v prejšnji službi. Ja, ampak bistveno manj kot o tej zadevi. Tukaj gre za sum zlorabe državnega organa v času vašega mandata, gospod Janša. Potem ga prijavite, jaz mislim, da so vsi... Se preiskava teče. NPU je Žuglja oktobra lani ovadil zaradi suma zlorabe položaja. Najdemo pa tudi v tej zgodbi Simona Starčka, ki je takrat kot drugi človek Fursa z Žugljem podpisal kazensko ovadbo v zadevi United, ki pa je tožilstvo zavrglo, saj zanjo ni bilo dokazov. Ste prepričani, da v tej zgodbi nikjer ni prstnih odtisov nikogar iz vaše stranke? Ne, jaz razumem to vašo bolečino, ne pa tudi pač naročilo, da branite svojega lastnika. Ampak bom... Ni naročilo. Ja, lejte, a ste vi prepričani... To je v javnem interesu, absolutno. A ste vi prepričani, da je z financami vašega lastnika vse v redu? Ne pogovarjava se zdaj o tem, se 100%. Pogovarjava se, ker se pritožujete, da je to nekdo raziskoval. Ne, glejte, vse, kar smo mi objavili, jaz ne vem, da je to nekdo... Jaz ne vem, da je to nekdo raziskoval. Če se je to delalo nezakonito, bo tisti, ki je to delal itak, odgovarjal. Moram pa reči, da nisem prepričan, da je z financami vašega lastnika vse v redu. Vse, kar smo mi objavili, temelji na dokazih, gospod Janša. Kot zlonamerna ste za N1 že pred meseci v bistvu označili tudi namigovanja o domnevnem paktu s srbskim predsednikom Vučićem, da bosta pred volitvami, ki so bile v obeh državah aprila 2022, pridobila podatke o svojih nasprotnikih in se jih izmenjala. Vi s pomočjo srbskega urada podatke o Robertu Golobu in balkanskih poslih GEN-I, Vučić pa s pomočjo slovenskega urada podatke o solastniku Uniteda Draganu Šolaku. Ostajate pri tej oceni in ali ste vedeli, da je le nekaj dni potem, ko je Golobova vlada Žuglja razrešila, ta odprl novo podjetje in to prav v Srbiji, kar je zanimiva okoliščina? Prvič za to zadnje slišim, drugič nobenega pakta med mano pa srbskim predsednikom ni bilo, on je v nekih drugih paktih in to z ljudmi, ki nam politično ravno niso blizu. Da je pa vaš lastnik politični subjekt, ne, ki je politični nasprotnik predsednika srbske vlade, lejte, to pa mogoče to, ki je v srbskih medijih piše v Sloveniji, to ni ravno znano. Dobro, bomo videli. Tudi ne vem, ima on kako stranko? Bomo videli, gospod Janša, kako se bo ta zgodba razpletala. V nadaljevanju boste pa zaradi te afere morali pričati tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Boste na to pričanje prišli? Z veseljem. Še to, ne, ko govorite o paktu z srbskim predsednikom, mislim, da so bili številni mediji polni slik iz zadnje predsedniške kampanje v Srbiji ali pa, ne, ko so imeli parlamentarne volitve, kjer sta gospoda Vučića podpirala Zoran Janković in Aleksandar Čeferin.
to verjetno nista člana SDS. Bližava se koncu tega pogovora, ampak odpriva še eno vprašanje. Globalne razmere so v znamenju konfliktov in vojn. Napovedujete umirjanje ali dodatno zaostrovanje? Zdaj, nobenih signalov ni, da bi se v letošnjem letu stvari umirjale. Bo nekaj taktiziranja in čakanja zaradi tega, ker so v Ameriki predsedniške volitve, ne? In je od tega vsaj delno odvisen odnos do Ukrajine, ne toliko do Izraela in pač te vojaške operacije Izraela v Gazi. Je pa seveda v vsej tej krizi tudi ena dobra stvar, to pa je, da smo se streznili. Zdaj je ta razprava, ki je bila še nekaj let nazaj, v bistvu zadnja točka dnevnega reda o tem, kako okrepiti odpornost Evrope, evropsko obrambo, obrambo NATO, kako realno gledati na stvari. Je to debata, ki je na začetku dnevnega reda. No, in jaz upam, da je to še pravočasno. Kot ste rekli, poleg evropskih bodo letos tudi ameriške predsedniške volitve. Najverjetnejši republikanski kandidat Donald Trump je pred enim tednom dejal, da bi Rusijo celo spodbudil k napadu na katerokoli članico zveze NATO, ki ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti do zavezništva. Sem sodi tudi Slovenija, nismo na 2% BDP-ja. Kako komentirate to Trumpovo izjavo in ali ga boste podprli tudi pred letošnjimi predsedniškimi volitvami v ZDA? Torej, Slovenska demokratska stranka je članica Mednarodne demokratske zveze. Člani te zveze zelo pomembni so tudi ameriški republikanci. Mi smo vedno podprli njihovega kandidata na volitvah. Če bo gospod Trump njihov kandidat na teh volitvah, ga bomo pač kot del te družine avtomatsko podprli. Če bo kandidat nekdo drug, bomo pač podprli nekoga drugega, kar pa seveda ne pomeni, da če bo izvoljen pa nekdo z druge strani demokratov, da pač bomo mi v neki vladni poziciji, da smo jo prizadevali za normalno sodelovanje. Tako je bilo mimogrede tudi v prejšnjem mandatu. Kar se tiče te izjave, je natančno enaka, kot je bila izjava gospoda Trumpa na konvenciji republikancev leta 2016 v Clevelandu. Bil sem tam. Sem jo slišal, bilo je veliko kričanja v zvezi s tem, da bo Trump porušil NATO, ni porušil NATO, je pa zahteval, da pač vsak plača v skupno blagajno pravični delež, rekoč, da ameriški davkoplačevalci ne bodo plačevali stroškov na račun, saj Slovenija nikoli ni bila omenjena, ampak na račun Nemčije, Francije in ostalih pač bogatih držav. Že, ampak on bi zdaj Rusijo spodbudil k napadu? Ne. To ste mediji pač obrnili v... Kaj vsi mediji po svetu? V to smer, ne vsi samo levičarski. Aha. Ostali so pač to postavili v nek kontekst. Mislim, da je bila tudi obrazložitev dana. Zdaj, strani gospoda Trumpa se velikokrat slišijo tudi stvari, ki jih mora on pol razlagati pa pojasnjevati. Tudi gospod Stoltenberg te izjave ni razumel na tak način, kot vi zdaj razlagate, ne? Generalni sekretar NATO. Ja, pa bi ga težko ne sodi pod levičarske medije, ne? Poznam oba gospoda, vsak mora reagirati v skladu z svojo funkcijo, ampak zdaj si pa ti predstavljate situacijo v Ameriki, pa to primerjate, recimo, vi ste še mlad, ampak moja generacija se spomni, kako smo se Slovenci upirali temu, da bi v času bivše Jugoslavije, kjer nas je bilo 8%, za nerazvite, za Kosovo, za vojaški proračun plačevali 20 ali pa 30% celotnega deleža. Vsi smo se temu upirali, enako je razpoloženje v Ameriki, zakaj bi ameriški davkoplačevalci za NATO plačevali še enkrat več kot pa evropske članice. To je zdaj ta debata pred volitvami in iz političnih razlogov se pač pol posamične izjave dramatizirajo pa politizirajo preko vsake mere, gre pa enostavno za to, ali so vsi člani v neki skupnosti, ki je obrambna skupnost, krvava resna zadeva v tej situaciji, enako odgovorni, enako
obvezni, ne, da plačujejo svoj delež za kolektivno obrambo, in kar se tega tiče, se s tem strinjam. Jaz mislim, da če hoče biti Slovenija odgovorna članica NATO, potem mora pač dogovorjeni delež GDP-ja plačati, ker to enostavno zmoremo. Mi smo, ker to 2% našega bruto domačega proizvoda zdaj ni tako majhen denar, ne? Se pa treba zavedati, da to vlagamo v lastno obrambo. Ne? To predvsem vlagamo v lastno obrambo, ki jo potrebujemo tudi, če bog ne daj NATO razpade. Ne? In danes je slovenska obrambna moč nekajkrat manjša, kot je bila pred 30 leti, tega se je treba zavedati in zadeve pač zelo resno vzeti. Torej, jaz ta pristop podpiram, ker če ne bo prišlo do realizacije, bo NATO razpadel. Nihče ni dolgoročno, noben davkoplačevalec v demokratični državi dolgoročno ni pripravljen plačevati stroškov davkoplačevalcev v neki drugi državi, tudi v Ameriki ne več. Gospod Janez Janša, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo zanimivo, tudi mestoma burno politično dogajanje v Sloveniji spremljali še naprej, zato bodite z nami na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.